Pozdravljeni v novi epizodi našega podcasta. Danes je z mano prav posebna gostja. Govorili bova o posebni temi, o izredno pomembni temi, sploh zame osebno tudi, ker sem mama, in to je, kako se z otroci pogovarjati o spolnosti. Tako da pustim kar naši gosti, da se predstavi sama. Lep pozdrav vsem. Moje ime je Nina Kralj, sem dolgoletna sodelavka, bivša direktorica Inštituta za zaščito otrok Lunina vila, kjer pomagamo predvsem tistim otrokom, ki so preživeli kakršnokoli obliko zlorabe, in večinski del teh otrok, ki pride k nam, so ravno tisti, ki so preživeli spolno zlorabo. Zato sem tako vesela, Monika, bila to tvojega povabila, ker največ, kar lahko naredimo za to, da zmanjšujemo dolgoročno število otrok, ki trpijo tovrstna kazniva dejanja, je ravno to, da govorimo o tem, da delamo na preventivi in da znamo odpirati tudi to težko tematiko, pa mogoče težko v narekovajih, ker je težka ponovadi predvsem za nas, ampak tudi z najmlajšimi. Da jih znamo opremiti z nekimi znanji, kako se zaščititi, na kaj biti pozoren, pa tudi v končni fazi, da mi kot starši delamo na tem, da smo lahko dober zgled, da se znamo o tem pogovarjati. Tako da sicer sem pa tudi jaz mamica, tako da mi je ta tema tudi iz osebnega vidika, ker imam doma skoraj 3-letnega fantka, zelo, zelo interesantna in zanimiva in jo imam v bistvu vsak dan tudi v praksi. Tako. Ja, res je pomemben. Mislim, da se mogoče, tako kot si rekla, da res ni težka tema, tako, ampak malo je zavita v nek sram pri nas starših mogoče, in je zaradi tega težka, a ne, potem, ker je toliko nam je zakoreninjen to, da je to pač neki ne okej. Vsaj večina tako dojema, kar sem imela izkušenj. Dobro, če greva kar na tematiko, zakaj je pomembno o spolnosti govoriti z otroci? Prva stvar je to, da je spolnost del življenja. Se mi zdi, da je ena izmed glavnih mogoče napak v naših glavah ali pa način, kako razumemo spolnost, je, da je spolnost povezana s spolnim odnosom. Spolnost je seks, strast, orgazem, užitek in to je to. To je res v enem zelo majhnem delu. To je majhen del spolnosti. Spolnost je toliko širok koncept, ki je prisoten od rojstva dalje. Spolnost vključuje to, da se rodimo z določenim spolom, da se rodimo z določenimi biološkimi predispozicijami. In iz tega vidika gledano je, tako kot je pomembno, da govorimo o vseh drugih pomembnih aspektih življenja, pomembno, da govorimo tudi o tem. In predvsem res to zavedanje se mi zdi zelo pomembno, da kot starši vemo, da se spolnost ne začne, ko otrok stopi v puberteto. Spolnost pomeni odnos do svojega lastnega telesa, pomeni raziskovanje svojega lastnega telesa, pa spet ne vezano zdaj na samozadovoljevanje, ampak na spoznavanje tega, kaj so tvoje roke, kaj so tvoje noge, kaj so tvoji intimni deli. In otrok je spolno bitje iz tega širšega pogleda, od trenutka, ko se rodi. In naloga nas staršev je, da jih opremimo z informacijami za vsa pomembna področja življenja. In med njih, jaz mislim, da spada absolutno tudi spolnost. Tako, res. Zato je tudi pomembno, a ne, da začnemo zgodaj izobraževati o spolnosti. Ali zato, tako kot si rekla, a ne, pač to je ne od pubertete naprej, ampak že prej, a ne. Kako bi začel starš lahko pogovor o tem, ali pa na tak način, da bi se otrok res počutil, da je to nek varen pogovor, da je to okej, da to ni nič takega, če se o tem pogovarjamo? Mogoče še pred pogovorom pride ena druga faza, kjer mi otroka o teh stvareh ne izobražujemo ali pa opolnomočimo s tem, da se pogovarjamo z njim, ampak način, kako se mi do njega vedemo. Že ko je otrok dojenček, ga je treba previti, mu je treba obrisati intimne dele, jih je treba poimenovati, ali pa vsaj fajn je, da jih poimenujemo. Naša edukacija otroka se primarno začne s tem, kako se mi vedemo do otroka in kakšen zgled mu damo iz tega vidika. Recimo čist praktičen primer. Ako otročka previjemo, a samo dvignemo nogice, pa obrišemo, pa nič ne ubesedimo, ali rečemo, okej, zdaj bova pa umila tvojo zadnjico, zdaj bova pa obrisala tvoj penis, ali pa tvoje intimne dele. Jaz recimo sem svojemu sinu vedno rekla, zdaj bova pa obrisala tvoj zaklad, tvojo ritko, tvoj penis, tvoja moda. S tem se začne. In na način, da jaz kot mama drugače obravnavam intimne dele, da jim posvetim ne več pozornosti, ampak da sem mogoče še bolj nežna, da še bolj ubesedam, da tudi rečem, okej, zdaj bo malo mrzlo, mava mrzel robček.
Se pravi, način, kako se mi do tega vedemo. Ker že s tem, ko jaz poimenujem otrokove intimne dele, mu dam vedeti, da to ni tabu tema. In se potem mogoče pri 3, 5, 6 letih ne bomo rabili ukvarjati s tem, a bo otrok sploh prišel do mene z temi vprašanji, ker bo otrok vedel, ker mu bo jasno, da je to stvar, o kateri se mi znamo pogovarjati. K temu, kakšen zgled dajemo otrokom, seveda spada tudi naš oseben odnos do naših intimnih delov, do naše intimnosti, do naše spolnosti. Otrok vidi oziroma otrok začuti, kaj je tabu. Saj mi otroku ne rabimo reči, o spolnosti se pri nas ne pogovarjamo. Dovolj je že samo, da vsakič, ko mogoče pride v kopalnico, pa smo mi goli, se takoj v paniki skrijemo ali pa smo zelo prestrašeni pred tem, pa ne pravim zdaj, bodimo ves čas goli pred otrokom, ampak otrok čuti, kakšen imamo mi odnos do tega. In če je nas sram, če imamo mi težave s tem, bo on to začutil. Vse otroci sploh v tej prvi fazi, ko njihovi možgani še niso razviti do te mere, da bi prav razumeli, kaj jim govorimo, oni črpajo to, kar čutijo. In tako kot če čutijo, da si odprt do nekoga, do svoje prijateljice, bojo oni tudi njej veliko prej zaupali. Enako tudi, če čutijo, da si odprt do spolnosti, do pogovora o tem, do poimenovanja intimnih delov, bodo to tudi oni ponotranjili. Ker mi s svojim zgledom jim postavljamo predstave v svetu. Če je za nas to tabu, obstaja velika verjetnost, da bo tudi za otroka to tabu. Tako da jaz bi rekla, da prva edukacija se sploh ne začne s pogovorom, ampak z načinom, kako se mi vedemo primarno do sebe, pa seveda tudi do otrok. Potem pa na vprašanje, kdaj je primeren čas, pa kako, bi jaz vedno rekla, ni sploh vprašanje kdaj. Res je vprašanje samo, na kakšen način, kako lahko otroku na njemu primerni razvojni stopnji razložim tiste pomembne stvari in informacije. Vprašanje kdaj ima tudi dva zelo enostavna odgovora. Kdaj je z otroki primerno začeti sploh govoriti o spolnosti, o intimnih delih, vedno, kadar otrok izrazi zanimanje. Namreč velikokrat se zgodi tak praktičen primer, ko otrok pride z nekim vprašanjem, ne vem, zakaj imate lulčka, mami luliko, kaj je seks, kaj je samozadovoljevanje. In velikokrat je žal še vedno odgovor staršev, zato si pa še čist premejhen. Ja, meni se zdi to grozno, da to rečejo. Grozno je iz tega, ker otrok več kot očitno o tem že razmišlja. Torej, Tako, ja. Otroku se je že porodilo vprašanje, tega filma ne moramo več zavrteti nazaj. Zdaj imamo mi sam možnost odločitve, a bomo mi tisti prvi, ki jim bomo kot starši dali te pomembne informacije, ali bomo raje to prepustili sošolcu v osnovni šoli, ali pa enemu drugemu sovrstniku, ali pa celo internetu, kjer pa vemo, da otrok verjetno ne bo dobil tistih pravih informacij, pa tistih, za katere mi verjamemo, da so pomembne. Tako da, torej, vprašanje, kdaj spregovoriti z otrokom o teh stvarih, vedno, ko otrok začne to tematiko, vedno, ko izrazi zanimanje. Kot drugo bi pa jaz rekla še vedno, kadar pričakujemo, da bo otrok prišel v stik s tem. Torej, če vemo, da gre otrok na zdravniški pregled, lahko je to že zelo zgodaj. Ne vem, vnetje mehurja, pa mu je treba kateter dati noter, lahko gre za kasnejšo stvar, za nek sistematski pregled. Vemo, da se bo nekdo dotikal otrokovih intimnih delov, da bodo izpostavljeni. Takrat je pomembno, če le zmoremo, da mi kot starši to vnaprej ubesedimo, vnaprej okvirimo. Glej, zdaj bova šla k zdravniku, pogledal ti bo roke, noge, pogledal bo pa tudi tvoje intimne dele, tudi tvoj penis, tvoja moda, tvojo vagino, z namenom, da preveri. In to je že odlična iztočnica za otroka opolnomočiti tudi o pravilu recimo spodnjega perila. Ker si rekla tudi, kako se z otrokom pogovarjati na način, da se bo počutil varnega. Take vsakodnevne situacije, lahko res vzamemo tako, z obema rokama zagrabimo za neko edukacijo otroka. In recimo pravilo spodnjega perila, pa se bova še pol kaj več povedali verjetno o tem, ampak je čisto preprosto pravilo, ki pravi, da pod tvojimi spodnjimi hlačkami in po njih se te ne sme dotikati nihče, oziroma po spodnjem perilu. Tukaj govorimo tudi o spodnji majčki, zato da zaščitimo prsi. Razen, kadar
ti tista zunanja oseba pomaga poskrbeti za tvoje telo. Naprimer, zdravnik ali pa pri mlajših otrocih ne moreš se še sam previti. Zato je treba, da vzgojiteljica v vrtcu, mami, ati, kdorkoli, da ti pomaga. Ker kaj? Če te ne bi previli, bi se ti vnela ritka. Zdravnik je tudi tukaj, da preveri, če je vse tako, kot mora biti. Torej, v resnici ti vsi te ljudje pomagajo skrbeti za ta tvoj zaklad, za tvoje intimne dele. Hkrati pa še vedno opolnomoči tudi to, ne glede na to, kdo je tisti in tudi, če ti pomaga, je pa glavno vodilo to, da ti ne sme biti neprijetno, da ne smeš imeti tistega čudnega občutka v želodcu, da se nekaj napačnega dogaja. Ne? Ampak recimo, veliko boljše je, da pred nekim takim zdravniškim pregledom mi kot starši otroku damo te informacije, kot da enostavno nič ne govorimo o tem, potem se pa samo zgodi, da otrok pride tja, navodilo je, da jih hlače dol, da te pregledam in to je to. Ja. Niti ne ve otrok, kaj pričakovati, niti ne ve, kako točno si mogoče to osmisliti. Tako da to je recimo en primer, kakšni zdravniški pregledi, take stvari. Jaz osebno sem se zelo hitro s tem srečala, ker je bil otroček še manj kot 1 leto star, je bilo ravno to vnetje mehurja, pa je bilo treba dati not kateter. Meni je jasno, da on ni razumel večino stvari oziroma na tej racionalni ravni stvari, ki sem razlagala. Ampak že ta čustven del, podpora, to pa otrok čuti. Ali pa recimo še en tak primer je, kdaj z otrokom govoriti o pornografiji. Jaz bi rekla, obvezno preden gre v osnovno šolo. Zato, ker slej kot prej v osnovni šoli, v vsakem razredu skoraj, je vsaj en otrok, ki ima mogoče manj starševskega nadzora, ki ima prej telefone, ki ima starejše brate, bratrance, kogarkoli in bo prej prišel v stik s pornografijo. In zelo velikokrat se zgodi, da potem to v navdušenju, veselju, občutku odraslosti delijo s svojimi sošolci. Ja, jaz osebno si želim, da bi moj otrok dobil informacijo o tem, kaj je pornografija od mene. Prve, ne od tega sošolca. Ker bo vsaj prava informacija, ne neki, kako drug otrok to dojema, ker sploh ne dojema tako, kot dejansko je, ampak si ustvari mnenje na podlagi svoje, kako bi rekla, pač otroškosti. Je čisto drugače, ti odrasel pove nekaj, kakor pa otrok, ki nekaj vidi, pa pač dojame s svojimi možgani, s svojimi otroškimi možgani. In potem to interpretira in pove takšno napačno informacijo naprej. Tako je. In naš otrok, če pa nima neke te zdrave podlage, pa tudi ne bo imel dodatnih informacij, ki bi mu pomagale stvar postaviti v celo sliko, pa mogoče reči sošolcu, joj, to pa ni res, ali pa jaz pa to, meni so pa tako povedali. Nima te druge informacije in bo to vzel tako po domače povedano zdravo za gotovo. In še zna se zgoditi, da če mi o tem z otrokom nismo govorili in je to pri nas doma tabu tema, otrok ne bo prišel domov in rekel, mami, ati, danes pa v razredu se je zgodilo to, pa mi je sošolc pokazal ta pa ta filmček. Ker o tem doma ne govorimo in to smo mu sporočili že s svojo neverbalno komunikacijo, s svojim odnosom do tem. Tako da iz obeh razlogov je pomembno, da z otroki govorimo, se pravi in iz tega, kakšen zgled jim dajemo in iz tega, da v bistvu vsakič, ko odpremo to tematiko, odpiramo varen prostor in otroku dajemo vedeti, doma se o tem pogovarjamo. Na vprašanje, kdaj pa tako, kot sem rekla, vedno, ko otrok sam pokaže zanimanje in drugo, takrat, ko pričakujemo, da bo otrok prišel v stik s tem, z določenimi temami, situacijami in tako naprej. Ja, jaz se čisto strinjam s tem. Sem imela dosti sovrstnikov, mislim, itak smo se o tem pogovarjali kasneje, ker sem videla tudi, koliko je pri njih doma bilo nesproščeno, da so jih zavračali, recimo, ker so kaj hoteli vedeti, ali pa razne zgodbice, kako otroček nastane, pa so bile razne štorkle in podobno in tako. Ne vem, jaz doma tega nisem imela, sicer nisem imela toliko pogovora o spolnosti, ampak tako, kot si rekla prej, že ta, kako mi kažemo navzven, kako otrok čuti. Moja mami je imela zelo zdrav odnos do svojega telesa, ni se skrivala, tako da jaz sem imela tudi, se mi zdi, da zaradi tega ful lažje tudi naprej razumevanje, sploh ker punce potem dobimo menstruacijo, ni se skrivalo vložkov, tamponov, kaj se dogaja, pač krvave, ne vem, se je slekla, pa pač je bil vložek tam, se ne pravim, da se je treba zdaj razkazovati, ampak to je pač bilo nekaj normalnega, pač ti si punca, to je normalno za punce,
Tako da se mi zdi, da je dosti pomagalo to, ja, pač je manjkal en del o spolnosti, da bi se tako pogovorile, ampak kar se tiče pa to, kar si rekla glede telesa, jaz sem že takrat čutila iz tega, da mi je to ful pomagalo, da ni bilo ono zakrivanje, to je narobe, ne smeš videti, ne vem, joške, ne vem, kakorkoli, a ne. Se mi zdi, da to že veliko naredi, a ne. Ta sproščenost staršem, ker ti tudi, starš je sproščen glede tega, jaz lahko pridem k njemu s tem vprašanjem, ne. Točno to. Da ni ono, To to je pa nekaj narobe, moram skriti, bom šel, ne vem, prijatelja vprašati. Pa on glih toliko ve, ke pa ti pri teh letih nič, a ne. ali pa še manj. In te Ja. situacije se tako hitro zgodijo. Ne vem, še ena anekdota, par dni nazaj, sem na stranišču, imela sem spodnje hlače dol, pride zraven ta mal in pogleda moje mislim, itak je videl, ker je prišel Ja. mimo, je videl beli tok in je rekel: "Polulano." In moja reakcija je bila: "Ni polulano, to je beli tok, to je nekaj, kar pri puncah, pri ženskah teče ven." On je zaključil s tem, baš ga briga. In tudi v resnici Ja. mu ni pomembno, kaj mu bom razložila, ampak se mi zdi ta reakcija samo, a ne, lahko bi rekla, ja, je polulano, pa bi pol si on ustvaril neko svojo sliko, da mami lula v hlače ali pa Ja. ena mamica je V enkrat vrtcu mami lula hlače. a ne. Po drugi strani se pa jaz tudi iz svoje izkušnje v osnovni šoli zelo dobro spomnim, da je en fant v 7., 8. razredu pri razredni uri vprašal, kaj je beli tok, in vem, da smo se vsi smejali. Grdo od nas, se strinjam, ampak tako, kako lahko otrok, da ga ne educiramo, spravimo v mogoče težko situacijo, zato ker so stvari, ke bi bilo pa fajn, da jih pri določeni starosti že ve, ampak jih pač nima teh informacij, a ne. In to, ke si rekla, vzdušje, ke ga ustvarjamo, mi ne moremo otroku samo reči: "Glej, k meni se lahko prideš pogovarjati o vsem." Pri nas doma so vsa vprašanja dobrodošla. Potem pa mi v bistvu zamrznemo pri 3/4 težkih temah, kot so spolnost, smrt in tako naprej. Ne gre. Mi moramo s svojim vedenjem dati otroku čutiti, da je doma res varno, ne samo s svojimi Tako. besedami. Tako je, dejanja morajo slediti besedam, a ne, ne samo, da izgleda navzven, saj lahko smo pa čisto zategnjeni. Zdaj verjetno je tudi malo pomembno, na kakšen način otroku razložimo glede na njegovo starost, a ne. Verjetno vseeno ne moremo 14-letnici ali pa 14-letniku enako razlagati, če pride otrok z vprašanjem, ne vem, kaj je seks. Je slišal, ne vem, neke odrasle, da se pogovarja, en 5-6-letnik je slišal besedo seks, mami, kaj je seks, a ne. Verjetno ne boš tega enako razlagal 5-letniku kot pa potem naprej, a ne, najstniku, zgodnjemu najstniku recimo. Ja, absolutno. In ravno to je to, kako zdaj prilagoditi odgovor otrokovemu vprašanju. Zdaj tukaj je en tak joker iz rokava, je vedno, da povrnemo vprašanje: "Kaj pa ti misliš? Kaj pa ti veš o tem?" To nam da eno tako dobro osnovo, da vidimo, kakšne informacije otrok že ima, a sploh ima kakšne Pametno. informacije ali mi začenjamo iz nule. Ker kar se po navadi zgodi, je, starši zatrokiramo, zato ker sploh na vprašanje, kaj je seks, gremo tja v užitek, v strast, v orgazem, v te stvari. Ampak torej, v resnici je pa vprašanje, kaj je seks, lahko zelo, v bistvu je združitev ženskega in moškega intimnega dela. Niti ni kompleksno, če spustimo cel ta del, ke ga imamo mi povezanega s seksom, a ne, in ga, Tako je. da ga moramo povedati otroku. Tako da moj prvi nasvet tukaj bi bil torej: vrnimo otrokom vprašanje, da vidimo, kakšne informacije otrok že ima, kje mogoče potrebuje popravke oziroma dodatne informacije, kje pa mogoče že ima čisto relevantne informacije. Drugo vodilo, sploh pri mlajših otrocih, bi pa bilo: dajmo se osredotočiti na to, kar nas otrok dejansko sprašuje. Kako nastane dojenček? Združita se spermi in jajčece in od tam dalje potem v trebuščku oziroma v maternici zraste dojenček. Mi ne rabimo na vprašanje, kako nastane dojenček, začeti govoriti o seksu, a ne. Lahko je to potem kasneje, če otrok dodatno sprašuje o tem. Na vprašanje, kaj je seks, tako kot sem rekla, seks, združitev moškega in ženskega intimnega dela, ampak seveda takrat, ko si dve odrasli osebi zaupata, se počutita varno in predvsem, ko si obe tega želita in sta na to pripravljeni. Pa vemo seveda, da sta to dve odrasli osebi. Ampak to je recimo en tak zelo
osnoven odgovor, kjer lahko naredimo piko. Odraslim se nam ponavadi zgodi, ko smo nervozni, začnemo preveč razlagati in se Ja. zatikamo v svoje lastne razlage in pristanemo na Marsu, čeprav smo hoteli iti na Luno. Tako da dajmo odgovarjati samo na tisto, kar nas otrok sprašuje. Na ta način bomo tudi dovolj dobro dozirali informacije. Ker če recimo na ta odgovor, ki sem ga zdaj dala, kaj je seks, otrok nima dodatnih vprašanj, pustimo. Bo prišel z dodatnimi vprašanji, ko jih bo imel. Ne rabimo mi zdaj tukaj razlagati še vseh drugih aspektov spolnosti in seksa in to, kaj je orgazem in kaj je užitek zraven. Če nas otrok o tem ne sprašuje, ne rabimo v tistem trenutku to odgovoriti. Če vidimo, da otroka zanima, pa seveda dajmo peljati debato dalje. Ampak zdaj težko bi za vsako starostno skupino rekla, kako odgovoriti, ker iskreno med 14-letnim fantom, ki je lih kar prišel v puberteto, pa mogoče se prvič s tem srečuje, ali pa med 14-letnico, ki je lih toliko, da ni že sama se spustila v spolne odnose, je izjemno velika razlika. Zato naj bo glavno vodilo, dajmo se kot starši oglasiti na svoje otroke, videti, kje so oni že z informacijami in graditi od tam dalje. In mogoče še ena stvar, velikokrat ne vemo. Ja. Včasih tudi starši nimamo odgovora na vprašanje. Ampak se mi zdi, da imamo kar to željo po tem, da mi bi pa bili vsevedni, pa včasih kar nekaj rečemo. Nič ni narobe, če otroku rečemo, a veš, tega pa ne vem, daj greva pogledat. Na ta način potem gremo skupaj recimo po knjigo ali pa na neko relevantno spletno stran. S tem otrokom ne samo, da damo vedeti, da z mano se lahko res pogovarjaš o čemerkoli, damo mu tudi vedeti, lej, ko nečesa ne veš, so to pa to pa to pa to kredibilni viri. Tako da mu v bistvu Tako, damo ja. dve popotnici v enem. Zdaj si omenila knjige, pa sem se spomnila, da mi imamo doma tudi eno knjigo, sicer že malo starejšo, ki je še od partnerjeve hčerke, Človeško telo. In tam so v bistvu ilustracije, niso prav fotografije in je pač tako malo bolj za otroke prilagojena. Pa me zanima, koliko je tukaj dejansko, mislim, a je v redu uporabljati tako slikovno gradivo za otroke ali je tako, malo me zanima glede knjig. Ker recimo po moje, da staršem tudi tako nelagodno, mogoče bi jim tudi knjige pomagale, jih malo voditi skozi pogovor, na tak način predvidevam, da je priporočljivo. Ja, priporočljivo in lažje. Spet, sej to ne rabimo mi izumljati tople vode tam, kjer je že izumljena. Knjigice so super stvar. In še ena zadeva, otroci so vizualni. Veliko bolj kot samo, ko jim nekaj govorimo, njih zanima. Pa še ena taka anekdota tudi iz naše prakse v Lunini vili. Imeli smo en primer, ko se je bratec, pa ni bilo nobene spolne zlorabe, bili so druge oblike nasilja, ampak na neki točki je začel spraševati sestrico o njenih intimnih delih, pa jo je začel tako, ker hotel jo je malo žgečkati po intimnih delih. Pa smo se pogovarjali o tem, zakaj, in on je meni rekel, mene zanima, jaz vem, kako izgleda moj lulček, jaz vem, kako izgledajo moje jajčke, jaz nimam pojma, kako izgleda med njenimi nogami. A so tam kakšne živalce, a so tam kakšne, bil je star 5 let, a ne. Ja. Skratka, čista plastična predstava, otrok rabi videti. In knjigice so zato super. Sploh otroške knjige, bi bil pa moj predlog, dajte knjigo pogledati vnaprej, a ne, preden jo skupaj z otrokom, ker vse knjige pa vse niso mogoče najbolj primerne. Pa še ena stvar. Včasih imamo kot starši različna prepričanja o tem, kaj je prav, da otrok ve, kaj ne. In je fajn, oziroma knjiga mora biti v skladu z nami, v skladu s tem, kar mi želimo sporočiti otroku. Tako da dajte sami prej pregledati knjige, ampak ja, slikovna gradiva, ki jih potem mi lahko pospremimo z besedami, včasih so pa tudi tako mogoče naslikane, da ni čist najbolj jasno, kaj se dogaja. Jaz se spomnim, da mislim, da v 1., 2. razredu, ko smo mogli prinesti te knjigice, pa smo jih pol gledali, jaz sem bila prepričana, da zato, da nastane dojenček, se mora oči polulati noter v mamico, zato ker je bilo narisano na način, da so bile pač kapljice ven. In to je bila moja prva asociacija ob sliki. Seveda, pač kaj prihaja ven iz lulčka, prihaja urin, lulanje. Zato je fajn, da je poleg knjigice zraven tudi odrasla oseba, ki lahko otroku recimo razloži, ampak absolutno so pa knjige super pripomoček.
Pa niti ne nujno samo za pogovor o spolnosti kot taki, pa o intimnih delih, že zato, kako se umivajo intimni deli, recimo pri punčkah sploh, da pokažemo, da imamo zunanje ustnice in kako pač zdaj notranje, ne. Čist praktično. Otroci so veliko bolj praktični kot samo slušni tipi. Ja, zdaj, ko si omenila v bistvu to umivanje in tako, jaz sem se spomnila, da je bilo sicer, ne vem, lahko da lansko leto, nekaj časa že nazaj, sem pa eni influencerki videla, da odrasle ženske ne vejo, kako se umivati dol. In jaz sem bila tako izredno presenečena nad tem, jaz sem mislila, da je to pač neki, a ne, tako pa tako se umivamo ženske, punce, kakorkoli, ampak sem bila res, in res so imele debato, tako prav, a ne, pač s temi odgovori in nasveti in tako, in pač kako se umivati dol, in jaz sem bila res presenečena, da pač to je tako, da pač ljudje ne vejo. To so te stvari, kjer včasih kar mislimo, okej, ko prideš do določene starosti, moraš to vedeti, čeprav ti v resnici nikoli noben ne pove ali pa noben ne pokaže ali pa, a ne, saj tudi ni treba, da zdaj mi s svojimi rokami, ko je otrok že pač po neki starosti, je pomembno, da se on umiva. Ampak vseeno lahko pa vodimo otrokovo roko ali pa mu pokažemo ravno na tej sliki. Super so tudi dojenčki, sploh kakšni, ki imajo malo bolj anatomsko prikazane intimne dele. Tam jim na dojenčku lahko pokažemo, kako se umiva. V končni fazi tudi Ritko. Saj mora vedeti, da ne samo po površini, ampak da se je treba umiti tudi med Vmes, ja. ritnicama, ne. To mu je treba tudi na neki točki otroku pokazati. In enako tudi za intimne dele. Ampak starši imamo tule problem, ker imamo oziroma izziv, kako zdaj povedati, nas je sram, ampak edini način, da dobijo otroci te informacije, da jih mi posredujemo. A je kakšen nasvet za starše mogoče, kako premagati to nelagodje? Za karkoli v bistvu, kar sva tule govorili, ali glede umivanja, ali glede pogovora, tako kot si rekla, ne, večinoma je problem pač v starših, ko odslovijo ta vprašanja, ker je njih sram ali pa neroden ali pa niso imeli izkušnje s svojimi starši, recimo, da bi se po njej zgledovali, kako so njim razložili, ne, da bi vedeli, mene so odslovili, jaz svojega otroka ne želim, ali pa meni so ful dobro razložili, bom jaz tudi svojemu otroku tako, a ne, kako premagati to nelagodje pol. Jaz bi najprej rekla, da je pomembno, da si rečemo, da je okej tako, kot je. V smislu tega, da mogoče mi od svojih staršev tega nismo dobili in imamo zdaj sram, ampak okej, prva stvar je, da se tega zavedamo, da znamo to slišati in da se ne zdaj obtožujemo, zdaj sem pa slaba mama ali pa slab oče, zdaj pa moj otrok ne bo dobil osnovnih informacij, ki jih potrebuje zaradi tega. Tako, da damo sebi eno dovoljenje, da pač smo odrastali, kakor smo, in da danes je, kakor je, in da zato nismo nič slabi, da ni z nami nič narobe. Absolutno pa kot odrasli imamo odločitev, ali želimo to peljati naprej ali ne. In kako se znebiti teh tabujev? Zdaj, dobro je že vsaj malo pri sebi raziskati, iz kje izhajajo. Kaj so bila sporočila, ki sem jih jaz o spolnosti, o intimnih delih izvedela od svojih staršev. Tako da malo raziščemo, ker ljudje smo taki, da nam je veliko lažje razumeti in sprejeti, oziroma lažje sprejmemo, ko razumemo. In če ugotovimo mogoče, da so bile besede naše mame, to je pa greh, to je pa umazano, bomo lažje sami pri sebi razumeli in sprejeli, zakaj imamo mogoče tak odnos in zakaj nas je še danes sram. Čisto kot praktičen del potem, kako pot tukaj naprej, bi pa jaz rekla, dajmo mogoče ne začeti z otroki, ampak z nekom, s komer nam bo malo bolj prijetno. Lahko so to prijateljice, prijatelji, lahko je to naš partner. Ne rabimo tabuje razbijati v pogovoru z otrokom. Lahko se s partnerjem začnemo več pogovarjati o intimnosti, o seksu, o užitku. Se pravi, z odraslo osebo nam bo ponavadi lažje, ker bo bolj sodelovala, ker se bo tudi druga oseba bolj odprla. Če recimo tudi med partnerjema to predstavlja izziv, so super tudi kakšne kartice. Obstaja že veliko teh kartic za partnerje, kjer so tudi vprašanja vezana na spolnost, na intimo. Zdajle mi pade na pamet od Nordstar, pri nas ima, mislim, da te partnerske kartice, pa tudi te knjige z različnimi izzivi. Lažje je, če vprašanje vpraša kartica ali pa če pride naloga iz knjigice, kot da zdaj mi partnerju rečemo. Imamo tudi mi, kar nekaj tega. Točno to, tako da, take stvari se mi zdi, da so super pripomočki, ki nam pomagajo odpirati te tematike. To bi bil moj nasvet, dajmo probati ta tabu začeti razbijati s tisto osebo, s katero nam je, pa ne bom rekla najbolj prijetno, ponavadi v teh situacijah bolj
najmanj neprijetno. Tako. In tam začeti. Ja, se strinjam. Se strinjam. V bistvu je lažje z nekom, tako kot si rekla, z neko odraslo osebo, a ne, ki je dejansko dialog, kakor pa da moraš ti pred otrokom izpadeti, ko se otrok lahko na njega zanese, se moja mami ali pa oči vse veste, ona dva mi bosta dala odgovore in tako, da malo povadiš v bistvu prej, a ne. Imaš malo vaje. Tako, pa tudi zdaj, ki si rekla vaja. Jaz se spomnim na faksu, ko so nas učili o tem, ena izmed vaj, ki smo jo imeli, je, da smo se mogli postaviti pred ogledalo in 50krat ponoviti penis, 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 penis. In ja, se počutiš se usekan, ampak ko tokrat izrečeš to besedo, pa tudi recimo zdaj po 10 letih dela na tem področju, meni tudi enoletniku tako popolnoma normalno mi je, tako da bi mu rekla lulček, tako da bi mu rekla makaroni ali pa špageti ali pa meso, je mu tudi reči, to je tvoj penis, to so tvoja moda. Ker pač je to nekaj, kar sem že tokrat izrekla, da enostavno ni več problem. Vem pa, ko je bila ta vaja, se mi je zdelo pa dobro. A se je zdaj vsem zmešal ali kaj se dogaja. Ampak ja, tako da ena stvar je tudi to. Lahko se postavimo pred ogledalo in parkrat, pa ne zdaj enkrat, dvakrat, trikrat, ampak tako, velikokrat izrečemo besedo, ki nam je neprijetna. Zelo fajn, če imamo tudi toliko ene radovednosti sami do sebe, je, da se opazujemo tudi čisto, kaj se v našem telesu dogaja. Ker ponavadi prvih 10krat, ko rečemo, je lahko tabu pa sram pa, ker malo zamrznemo. Vidiš, kako se pol, ker rečeš 40-tič, 50-tič, se ta stvar kar sprosti. Tako da vaja dela mojstra in ja, tudi v teh primerih je temu tako. Navadiš svoje možgane, v bistvu normaliziraš določene izraze in besede. Tako, ko se navadiš novih okusov, se pač tudi besed. Točno to. Ponavadi je izziv, ravno to, da nismo navajeni sploh pravih poimenovanj telesa in intimnih delov uporabljati z najmlajšimi. Čeprav je to en zelo pomemben del tega, kako jih zaščititi pred kakršnimi koli spolnimi predatorji, spolnimi zlorabami in tako naprej. Ampak ja, če smo že, kje nam je blizu, je mogoče reči lulček, lulika, kar je v Sloveniji vsem dovolj eksplicitno, ampak če pa le lahko, je pa vseeno uporabiti vagina, penis, moda, še to boljš. Ja. Zdaj si omenila pač zaščito pred spolnimi predatorji. Kako otroka nekako pripraviti na to, kako ga zaščititi, kako mu razložiti, da sploh obstaja to, da se to lahko zgodi. Da se lahko to zgodi kjerkoli v bistvu. Se primerov o tem je malo morje. Pač od družine do vzgojiteljic, vzgojiteljev, kakorkoli. Pač res ni nekega pravila, kje se to lahko zgodi. Če se lahko znotraj družine, pa se res lahko kjerkoli. Kako otroku razložiti, da se tudi to dogaja. Oziroma, Monika, še tako je, da večina zlorab se zgodi znotraj otrokovega zaupnega kroga. Torej ta stranger danger, ki ga, če že kaj učimo, je to ponavadi tista stvar, niti ne velja. Ne gre za ene stare moške v enih zakotnih ulicah, ampak gre za ljudi, ki jim otrok zaupa in ki jih otrok pozna. So blizu, ja. Tako. Jaz mislim, da prva stvar, ki je pomembno, da učimo otroke, je, mi v Lunini vili uporabljamo, lej, tvoje telo je tvoj zaklad. To je osnova, na kateri lahko potem gradimo osebne meje, občutek glede tega, kako se počutiš, ko se te nekdo dotakne, kako se počutiš v bližini nekoga. Potem so pa še druge stvari, ampak se pravi, prva stvar, s katero začnemo, je, lej, tvoje telo je tvoj zaklad. To pomeni, da zaklada tudi kar ne daješ okrog, pa če ga kdo hoče priti pa vzeti, kar pustiš. Ne, zaklad se čuva. In tako kot če te nekdo pride pa te hoče udariti, je pomembno, da zaščitiš svoj zaklad. Enako so pa določeni deli tvojega telesa, ki so še toliko bolj zaščiteni. To so pa tvoji intimni deli. Zato tudi nosimo spodnje perilo, zato da je še dodatno zaščiteno. Ker to so deli, ki so pa res, res namenjeni samo tebi. Po teh delih se te ne sme dotikati nihče. Razen v primerih, to so pa že prej povedali, ko je nekdo tam, ki ti mora pomagati skrbeti za tvoj zaklad. Recimo, da se ti nekaj vname, da te nekaj srbi in rabiš pomoč, ali pa mogoče se pokakaš, pa se ne moreš samo brisati. Vemo, da zaklad je treba tudi očistiti. Torej,
če ti je nekdo, ki ti pomaga za to, da je tvoj zaklad ok, je to izjema. Ampak sicer pa pravilo spodnjega perila je ena taka zelo pomembna stvar. Torej, da še enkrat ponovim, pravilo spodnjega perila pravi, da se te nihče ne sme dotikati po tvojem spodnjem perilu ali pod njim. Ampak ne začnemo s pravilom spodnjega perila, začnemo s tvoje telo, tvoj zaklad in s tem, da kakršenkoli dotik, ki ti ne paše, pa ne govorimo samo o intimnih delih, kakršenkoli dotik, ki ti ne paše, ki ti je neprijeten, je ne. Imaš možnost, ne samo možnost, dolžnost reči ne. A si predstavljaš, da ima kralj nek svoj velik zaklad in potem, nekdo kar pride in mu ga hoče vzeti ali pa ga poškodovati. Se on tudi ne bi rekel, ma naj izvoli. Ne, dragoceno je. In je pomembno, da če le zmoreš, da lahko svoj zaklad zaščitiš, da rečeš ne, da rečeš stop. In fajn je tudi, da ne ostane samo pri besedah, da z otrokom kar malo potreniramo. Ok, pa dajva zdaj probati, recimo, če bi nekdo prišel, pa bi te hotel udariti, kako rečeš ne? In potem se v bistvu igramo igrico z otrokom in pretiravamo. Otrokom je to itak zabavno, ampak kako zavpijaš ne, kako pokažeš ne, kako tudi z rokami postaviš svojo osebno mejo. Ne smemo pozabiti, da otroci skozi igro trenirajo scenarije za realno življenje. Zato, ko se igramo z njimi, je pravzaprav to zelo dobra iztočnica in popotnica za to, da če se otroku to zgodi v realnem življenju, da bo potem tudi znal reagirati. Včasih otroci vprašajo, zakaj je moje telo moj zaklad? Ne, saj to pa res ni nič takega. Jaz jim vedno razložim, da brez učk ne moreš gledati svoje najljubše risanke. Brez rokic se ne moreš igrati s svojimi najljubšimi igračami. Brez ust ne moreš jesti svoje najljubše čokolade. Brez svojih fantastičnih možganov ne moreš razmišljati in imeti vseh odličnih idej, ki jih imaš. Torej vse, kar počneš, ti omogoča tvoje telo. Zato je tvoje telo tvoj največji zaklad, ker brez njega pravzaprav ne moreš nič. Zato ga je treba varovati in zato ga je treba čuvati, kadar le lahko. Torej, pomembno je to, da otrokom damo neko jasno predstavo o tem, kaj so osebne meje in da karkoli ti je neprijetno, lahko so to besede, lahko so to udarci, lahko je to dotik po intimnem delu, reči ne, reči stop in da probamo z njimi to tudi potrenirati. Hkrati je pa pomembno, da vemo, da otroci, pa ne otroci, tudi odrasli, velikokrat v neprijetnih situacijah zamrznemo. In da je pomembno otroku tudi dati informacijo, včasih se ne moreš postaviti za svoj zaklad, včasih je pretežko. Mogoče je oseba na drugi strani nekdo, ki ga imaš rad, mogoče je to nekdo, ki je večji od tebe, ki je močnejši od tebe. Takrat je pa vedno, vedno pomembno, da poiščeš nekoga, ki ti lahko pomaga. Da poiščeš odraslo osebo, ki ji zaupaš in ji poveš o tem, kaj se ti dogaja. Če se zgodi, da ti ta odrasla oseba ne verjame, nič hudega, povej še nekomu in govori toliko časa, dokler ne bo nekdo, ki ti bo verjel. Če greva spet na primer kralja, ki ima svoj zaklad, on bo tudi poklical svoje vojščake. In če dva ne bosta dosti, bo poiskal še naslednjih 10 in bo zbral celo vojsko, ker je zaklad pomemben. In ti si pomemben v resnici bolj kot kjerkoli zaklad na tem svetu. In spet opolnomočiti ta del, če ne moreš reči ne, če se ne moreš sam zaščititi, če te oseba na drugi strani ne sliši, ne upošteva, poišči odraslo osebo, ki ji zaupaš. Če ti ne verjame, govori toliko časa, da ti bo nekdo verjel. Mi zdi, so tiste osnovne stvari, tudi zdaj, ko sem govorila, niso vezane na starost, to se lahko sploh s kakšno tako prispodobo o zakladu in s tem, to lahko govorimo z 2, 3, 4 letniki. In to je osnova potem za karkoli naprej. To je ta jezik, ki ga uporabljaš, da je blizu otroku, da otrok razume, pač s nekimi prispodobami in tako. 14-letniku ne bi šla na ta način razlagati, absolutno. Ampak bi pa še zmeraj povzela to, da tvoje telo je največ, kar imaš. Ne bi uporabljala nujno besede zaklad, ampak druge izraze. Prilagodimo otrokovi razvojni stopnji. Ampak se mi zdi, da imamo mogoče pri najstnikih manj izziva, kako govoriti o tem, kot pri najmlajših, kjer je večkrat ta strah tudi, a bom zdaj jaz odprl neko tematiko, ki jo otrok drugače še ni zrel zanjo, a bom mogoče sprožil neka raziskovanja, ki jih otrok drugače še ne bi imel.
Velikokrat nas je starše strah, da če bomo prej predstavili te koncepte, se bo otrok prej recimo spustil v spolnost, ga bo to prej začelo zanimati. Čeprav raziskave kažejo ravno obratno. Več kot je pogovora, manj je tudi te prezgodnje spolnosti. Otroci, ki imajo informacije, se lahko vedejo veliko bolj odgovorno in informirano. Če teh informacij ni, je to toliko težje. Zato, ker grejo potem sami raziskovati, plus napačne informacije, se stvari drugače predstavljajo, mogoče tudi, ne vem, tle so itak potem še vse ostale stvari, ne vem, od spolnih bolezni naprej, postavljanje mej in tako, a ne, in če res ti nimaš, bom po domače rekla, pojma v pojmu, a ne, mogoče veliko stvari tudi misliš, da je normalno, pa v bistvu ni, a ne. Tudi zdaj sem zasledila neko debato isto pri enem profilu, sicer je anonimna oseba za tem, in so čisto naključno prišle do tega, da koliko žensk ali pa punc mladih ne ve, da se je v bistvu šlo za posilstvo, a ne, da pač mislijo, saj sem bila jaz neodgovorna, sem popila malo preveč alkohola, pa so v bistvu imele kaj podtaknjeno, ne. In da sploh niso dojele, da je to narobe, da so se kar z nekom v sebi, a ne, pač zbudile, a ne. Tako da ja, tle so, Točno to. je pomembno, a ne. Pri nas vidimo primere, ko šele kot odrasli dojamemo, da se nam je v otroštvu nekaj, kar smo rekli, se je bila samo igra, da to ni bila samo igra, da je tukaj šlo za zlorabo. Pa tukaj ne govorimo zdaj o tem, da sploh recimo, če gre za sovrstnike, da zdaj pa nujno prekleti in obsoditi tisto drugo osebo, ampak pri sebi vedeti, da so bile prekoračene meje, da to ni bilo okej. Ampak ja, tako kot si rekla, otrok tega ne more vedeti, če mu mi tega ne povemo. Če ne pozna pravila spodnjega perila, če ne razume, da so intimni deli nekaj, kar raziskuješ sam in nikoli s sovrstniki in z ostalimi oziroma do neke starosti, ne. Ja. Mogoče še ena stvar, ki je zelo pomembna za zaščito otrok. Glede telesa ni skrivnosti. Nič, kar se zgodi tvojemu telesu, ne sme biti skrivnost, ki je ne smeš povedati recimo svojim staršem, svoji mami, svoji očetu. Ne glede na to, kdo ti to reče. Lahko je to oči, pa ti reče ne povedati mami. Ne, tukaj že nekaj smrdi. Nikoli ali pa lahko je to babica, dedek, lahko je nekdo, ki mu zaupaš, ampak glede telesa ne sme biti skrivnosti na ta način. Otroku je super predstaviti tudi koncept dobrih in slabih skrivnosti. Recimo, dobra skrivnost je, ko pripravljamo nekomu presenečenje za rojstni dan. Kako vemo, da je to dobra skrivnost? Prvo, ko pripravljam to presenečenje, ko držim to skrivnost zase, se počutim dobro, ker komaj čakam, ker delam nekaj lepega, ker vem, da bo oseba navdušena. Ta skrivnost traja kratek čas in na neki točki je razkrita. Torej, kratko trajanje, na neki točki je razkrita in počutimo se dobro. Primer slabe skrivnosti bi pa bil, ko te nekdo udari ali pa se te nekdo dotika po intimnih delih, pa ti reče, tega pa nikoli ne smeš nobenemu povedati. Prvo, ko se to dogaja, se počutimo nelagodno. Včasih se tudi zgodi, da mogoče enemu delu nas je celo prijetno, ampak čutimo, da je nekaj narobe. Druga stvar, to je skrivnost, ki traja dolgo časa in ki nikoli ni razkrita. Vedno pri takih situacijah vemo, da gre za slabo skrivnost. In ko nekdo želi, da slabo skrivnost zadržiš zase, jo moraš vedno takoj povedati spet odrasli osebi, ki ji zaupaš. Ker moramo vedeti, tako kot si rekla, zloraba se lahko zgodi kjerkoli in večinoma storilci držijo otroka v šahu ravno s tem, nikomur ne povedati, itak, če boš, ti ne bojo verjeli, če boš, se ti bo zgodilo nekaj slabega. Zato je pomembno, da ima otrok ta zdrav temelj, kjer ve, da okej, jaz moram doma povedati, sploh če mi nekdo pravi, da ne smem. Tako. Tudi če je kakšna grožnja in to, a ne, zato ker če poveš, te zaščitijo, moraš jim dati vedeti, da jih boš zaščitil, a ne. Ker če temu sledi, ne povej, če ne te bom, ne vem, kakorkoli grožnja, fizična, taka, nekaj ti bom naredil, kakorkoli, da vejo, ne samo, tej osebi lahko povem, ampak ta oseba me bo tudi zaščitila, verjetno, a ne. Tako je, ja. Ta oseba bo ukrepala. Tako. Pa ne smemo pozabljati na to, da se
Otroka je pomembno učiti, da zaupa svojim občutkom. Če ti je nekje neprijetno, če se nekje ne počutiš dobro, pojdi stran, ne dovoli, da se te nekdo dotika. Ampak ne smemo pozabiti, da to velja tudi za nas. Zelo tipičen primer je, ne vem, joj, daj mi ljubčka, pa se otrok ali skremš ali odmakne, pa vsem kar malo silimo vanga. Ne glede na to, kaj bomo mi otroku govorili, lahko mu 100-krat rečemo, spoštuj svoje občutke. Ampak če mi potem ne spoštujemo njegove meje, bomo povozili z dejanjem vse naše besede. Dej objemi dedka ali pa dej ljubčka dediju, ki ti je kupil tako lepo darilo. Mislim, sporočilo, kako otroku damo s to besedo, je, ko ti nekdo da darilo, je upravičen do fizičnega stika s tabo. Tako. Ali pa dej babici ljubčka, ki te ima tako rada, pa te že dolgo ni videla. Ja, seveda, kadar je otroku to okej, ne da ljubčka, ampak dajmo ne siliti otroke, da grejo čez svoje telesne meje, potem pa biti pri 13, 14, 15 presenečenj, ko bo punca rekla, sva se poljubljala, pa mi pa ni bilo več do tega, ampak sva bila že toliko daleč, da nisem več hotela zaustaviti ali pa reči ne. Seveda, ker je navajenost bila, okej, gremo čez tvoje meje, zato ker je za drugega to pomembno, za babico, za dedka, za mamico, saj smo starši tudi taki, a ne. Včasih hočeš dati otroku ljubček, pa vidiš, da mu ni čist prijetno, ali pa ne vem, ga dvigneš, pa mu ni čist prijetno. Koliko je dobro, če uspemo takrat ubesediti, vidim, da ti ne paše, oprosti. Ja. Mislim, jaz sem recimo bila to ful hvaležna svoji mami, ker pač otroci so otroci, a ne, tako kot si rekla, a ne. Včasih jim pač ne paše, a ne, tudi če od nas to ni zlonamerno ali pa slabonamerno, kakorkoli, če ga mu hočeš objeti, dati ljubčka, ne vem. Moja mama je ful navezana na vnukinjo svojo, pač na mojo hčerko in vedno, ko jo vidi, pač ona bi jo, a ne, postiskala in vse, ampak njej to včasih ne paše in reče pač ne, babi, a ne, ne, babi. In ona reče v redu. In jaz sem bila zelo hvaležna njej, da je to ona razumela, da ni bila užaljena, a ne, da ni bila užaljena, zdaj pa me ne mara ali pa kakorkoli, a ne. To ne pomeni, da te otrok ne mara, samo pač ne paše mu, a ne. Tudi nam kdaj ne paše in je prav, da to povemo, a ne. Mislim, tako kot si rekla, otroku moramo dati zgled, a ne, če ti otroka od majhnega učiš, zdaj pa moraš to narediti, da ne bo nekdo užaljen, zdaj pa moraš to narediti, čeprav ti ne paše, da ona druga oseba, a ne, pomisli, kako se druga oseba počuti, a ne, čeprav greš ti čez svoje meje, sploh če so to neke take neprimerne stvari, oziroma stvari, ki se lahko razvijajo v neprimerne v drugih odnosih, a ne, tako kot si omenila, pri fantu, ne vem, pa malo sil, pa jaz ga imam pa tako rada, pa sem mu hotela ustrešiti, čeprav meni ni bilo, a ne. Nočem, da bi me pustil zaradi tega. Tega se ful, se mi zdi, dogaja, a ne. Ampak to jih naučimo. Ja, s tem, ko jih učimo, tvoja telesna meja ni toliko pomembna. Tako, ja. In tudi, da je osnova, ki jo moramo. Pa Monika, zdaj dala si primer tvoje punčke, ki je očitno vsem zelo ozaveščena in ki upa to reči. Velikokrat se zgodi, da otrok ne reče ne, babi, zdaj pa ne. Po svojo neverbalno komunikacijo da vedeti, da mu ni, ali se malo umakne nazaj, ali obstane na mestu, ali se malo skremži. Naša vloga kot starši je, da mi takrat pomagamo otroku to zverbalizirati, oziroma ne, da mu zdaj še petamo, pa mu rečemo, daj ti reči, ampak da mi takrat to besedimo. Vidiš, da se je odmaknil, trenutno mu ne paše. Konc, pika, prosim, ne sili vanga. Da bo prišel otrok do tega, da bo lahko sam izrazil, velikokrat mi verbalizirati. Sej tako, kot mu teče iz nosa, otrok ne pride pa 1 letu pa reče, meni teče iz nosa. Ne. Najprej mi 10-krat opazimo, da mu teče iz nosa in rečemo, olej, teče ti iz nosa, bova šla, se boš upihnil. Pa otrok na neki točki sam pride in reče, teče mi iz nosa, si bom upihnil nos. Mi verbaliziramo, mi poimenujemo, zato da otroku damo besede, da mu damo način. Tako da moramo včasih starši stopiti, oziroma velikokrat, vedno, kadar vidimo, da gre nekaj čez otrokovo mejo, je pomembno, da mu damo ta zgled, kako se zaščititi, kako postaviti mejo, da jo bo na neki točki lahko sam. Ja, jaz sem dostikrat sem že doživela kdaj, da potem ljudje mislijo, ko to vidijo, da je otrok pa nevzgojen. Zato, ker se postavi zase, da je otrok nevzgojen. Pač to je meni tako, to gre potem z roko v roki, s kakšno užaljenostjo in tako, ampak
Kaj bi svetovala staršem, ki so pa oni pol postavljeni v to, tvoj otrok je pa nevzgojen, da se tako obnaša? Mislim, jaz osebno to pač pol ignoriram, si mislim, jaz že vem, a ne, jaz svojega otroka učim vljudnega, spoštljivega odnosa in tako, ampak mogoče je pa kakšnim staršem izredno neprijetno in se počutijo pač, ne vem, da jih nekdo obsoja in želijo zaradi tega pol siliti otroka, lej, to pa ni v redu zdaj, če ti dedi ali pa kogarkoli ne boš objel, pa dejno, a ne, da iz tega pol grejo v to, zato ker jih okolica obsoja. Pač, da so slab starš, da oni pa niso zdaj otroka lepo naučila, ne. Pa sva spet pri tem ne zaupati svojemu občutku, pa podležeti temu, kar pravi okolica. Jaz mislim, da en tak dober stavek ali pa stavek, ki ga jaz uporabim, je: razumem, da ti tako gledaš na to, meni je pomembno, da moj fant spoštuje, oziroma da moj otrok spoštuje svoje telesne meje. Zdaj, razumem, da se bo kakšni babici to zdelo čisto brez veze in si bo mislila svoje, ampak naj si misli svoje, saj si jaz tudi mislim svoje o njenem principu. Ampak jaz vzgajam svojega otroka in jaz kot starš moram vedeti, a mi je bolj pomembno, kaj si bo zdaj mislila babica, ali mi je bolj pomembno, da otroka naučim, zaupaj svojemu občutku. In telesni dotiki nikoli niso izmenjevalnica za karkoli, za darila, za pozornost, za karkoli. Niso, ne smejo biti. To je nekaj, kar daš takrat, ko ti paše, ko paše tudi osebi na drugi strani. Saj enako bi rekla tudi tvojemu otroku, če pride pa hoče nekoga polupčkati, pa objeti, pa drugi osebi ne paše, bi tudi, ali pa saj že primer z živalcami, mogoče lažji na nek način, a ne, kolikokrat se žival umakne, ker ji res ne paše, da jo otrok mečka. Hej, poslušaj, vidiš, da se kuža umika, a ne, in enako tudi, ko gre za ljudi, hočem reči, saj to gre tudi v obratni smeri. Ja. Ampak kot starši smo milijonkrat postavljeni v situacijo, ko se moramo vprašati, okej, kaj je meni tukaj res pomembno. In meni se zdi to, da otrok spoštuje svoje telo in svoje občutke, izjemno pomembna popotnica za življenje. Ja, tle se ne bi mogla bolj strinjati. Prej sva govorili o raziskovanju svojega telesa, ko so otroci še manjši. A ne, dostikrat staršem postane ob tem neprijetno, in ne vejo, kako bi reagirali, in dosti ljudi, ne vem, potem svojim otrokom umakne roko pa reče, tega se pa ne dela, a ne, ne smeš se dotikati kjerkoli, a ne, po kakšnem intimnem delu, zato ker jim je neprijetno. Kakšen nasvet bi imeli za starše v tem primeru? Mogoče prvo, da se zavedamo, da sploh pri najmlajših otrocih tukaj res ne gre za samozadovoljevanje kot tako, ampak za raziskovanje. Tako kot otrok na neki, ker to se lahko začne zelo zgodaj, sploh pri punčkah recimo načeloma še prej kot pri fantkih. Torej, da razumemo, da to nima veze s strastjo, pa z užitkom kot takim, pa s seksom, a ne, ker pol se mi zdi, da nam že odpade malo tistega bremena, ojoj, kaj zdaj moj otrok počne. Torej, gre za raziskovanje in normalno je, biološko smo tako ustrojeni, da dotik po intimnih delih bolj paše, ker so to deli, ki so bolj oživčeni, imajo več receptorjev in je dotik drugačen. In ja, tako kot dojenček na začetku svoja stopala daje čisto vse povsod, ko ugotovi, da ima intimne dele, daje tudi tisti penis velikokrat, ne vse povsod, ampak fantki jih imajo, zelo velikokrat se igrajo z njimi in tako naprej. Pomembno je, da otroku predvsem damo vedeti, prvo, da s tem ni nič narobe, ampak drugo, da so jasne meje, kje se to počne. Recimo, vidimo svojega otroka, da se dotika svojih intimnih delov, pa da ni sam v sobi. Mislim, seveda, če smo mi zraven, že ni sam v sobi. Lahko čisto besedimo, raziskuješ svoje intimne dele. To je nekaj, kar je pomembno, da počneš, ampak ko si sam, ko si varen, ko se počutiš prijetno in ko imaš dovolj časa, da si dovolj nežen sam s sabo. Ampak nič ni narobe s tem, je pa pomembno, da imamo določen kraj, kjer se to lahko počne. Sej tudi, če se pokaka sredi dnevne sobe, ne bomo rekli, ne smeš kakati, grozljivo je kakati. Ne, povedali mu bomo, da kaka se v stranišče ali pa kaka se v planico. Enako tudi tukaj. Povemo, da raziskovanje samega sebe je okej, moraš pa izbrati ta prav kraj pa ta prav čas za to. Tako. To predvsem. Se pravi, ko si sam, ko si varen, ko si počutiš prijetno.
Tako. Predvsem ja, ta varnost, a ne varnost za otroke. Ja. Prej, ko sva govorili o teh spolnih predatorjih, sploh ne vem, kako naj se izrazim, sem te želela vmes vprašati, kako bi starši recimo lahko prepoznali pri svojem otroku kakšne znake, da pa se kaj takega dogaja, a ne? Ker tako, kot si rekla, niso vsi otroci, da bi povedali, kakšni zamrznejo, kakšni so že po naravi taki, a ne, ali pa da dobijo ta občutek sramu že iz okolice, a ne, tako kot si rekla, to ni nujno, da jim povemo, da je kaj narobe, lahko že s svojimi dejanji kažemo, da je nekaj narobe in pač ne povejo, lahko pa kažejo znake, da se nekaj dogaja, na kaj bi starši lahko bili pozorni. Ali pa kaj otroka vprašati, da malo izveš, če opaziš. Zdaj, mogoče najprej kaj ga vprašati, če se nam res zdi ali pa če sumo, vedno lahko otroka vprašamo, a se te kdo dotikal po tvojih spodnjih hlačkah ali pa pod njimi. Ali pa uporabimo kakšno knjigico, recimo obstaja knjigica Kiko in roka, ki je sicer res namenjena samo najmlajšim, ampak v bistvu predstavi, kako se Kikota hoče roka dotakniti po glavi, pa Kiko reče lahko, pa po roki, pa Kiko reče lahko in potem se ga hoče dotakniti po spodnjem perilu in Kiko zbeži stran in reče ne, to pa je moje in tako naprej. In recimo, če preberemo neko tako knjigico, potem zelo naravno sledi vprašanje, a se ti je kdaj kdo želel dotakniti po tvojih spodnjem perilu ali pa pod njim, a ne? Torej, lahko vprašamo na nek tak način. Zdaj, kaj so pa vedenja, ki jih lahko opazimo? Starši vedno precej dobro ponavadi zaznamo spremembo v vedenju. Se pravi, kadar je kar naenkrat zgodi neka zelo vidna sprememba, ali na področju vedenja, ali na področju čustvovanja, je to vedno, jaz bi rekla, ena taka rdeča zastavica. Ne nujno, da gre zdaj za spolno zlorabo, ampak da se z otrokom nekaj dogaja. In tam je vedno pametno preveriti, kaj točno. Lahko gre tukaj za spremembo v prehranjevanju. Otrok kar naenkrat ful več je, ali pa da tako rečemo, da se prenajeda, lahko totalno zavrača hrano. Lahko gre za spremembo čisto v spanju, otrok ne spi, ima nočne more ali pa bi prespal cel dan. Lahko gre za kakšne spremembe, recimo pri mlajših otrocih se kot eden izmed znakov zlorabe zelo velikokrat pokaže regresija. Torej, da otrok opusti neka vedenja, ki jih je že znal, oziroma se vrne na prejšnjo razvojno stopnjo. Se pravi, recimo lulanje v posteljo, jecljanje, torej neka taka vedenja, da tako rečemo, mogoče nazaduje v enih aspektih. To ponavadi nakazuje na čustveno stisko. Igra. Pri najmlajših je igra tudi en zelo močen pokazatelj lahko. Namreč vsi, ki imamo mlajše otroke, vemo, kako hitro, ko se jim nekaj zgodi v življenju, nekaj pomembnega, začnejo to odigravati s svojimi igračami. Ali če vidijo policista, ali če grejo k zdravniku, ali če se zgodi neka nesreča, v končni fazi, če se zgodi nekaj v vrtcu. In enako tudi, če se zgodi nekaj, kar je spolna zloraba, je zelo velika verjetnost, da bo to otrok preigraval skozi igro. Tako da vedno biti pozorni na to, kakšna je igra in kaj se znotraj nje dogaja. In če so kakršnekoli takšne sumljive vsebine, da potem lahko preverimo, ali se je kaj zgodilo ali ne. Zdaj, če govorimo, oziroma hiperseksualizirano vedenje je tudi nekaj, kar se lahko pojavi. Se pravi, da v bistvu otrok začne bolj izražati neke ali sam pogovor o spolnosti, ali uporablja določene izraze, ali se večkrat tudi igrati na ta način. Torej, da v primerjavi s prej, ker tle je zelo velikokrat težko ločiti, kaj je razvojna faza, kaj pa je morda posledica zlorabe, zato je pomembno gledati celo sliko, a ne moremo zdaj samo po enem povedati, da je se nekaj zgodilo ali ne, ampak je pa absolutno to lahko en tak, spet ena rdeča zastavica. Recimo, da otroci prej nikoli ni risal intimnih delov, zdaj kar naenkrat, ko riše ljudi, riše intimne dele, riše penis, riše vagino, kakšne take stvari, da se pretirano samozadovoljuje. Samozadovoljevanje je sicer tako nekaj, kar je lahko tudi zelo razvojno povezano tudi s pomirjanjem, ampak je pa lahko tudi eden izmed znakov, da se mu nekaj dogaja na tem področju. Zdaj, pri starejših otrocih, oziroma sploh pol pri najstnikih, recimo prehranske motnje, so tudi lahko en tak zelo močen pokazatelj čustvene stiske, ki lahko izvira tudi iz spolne zlorabe.
kakršnakoli čustvena stanja, ki so, ne bom rekla pretirana, ampak dlje časa trajajoča in si otrok ne more pomagati sam oziroma ne izzvenijo, pa lahko je to dolgotrajna žalost, ki sumimo, da prehaja v depresijo, ali pa neka dolgotrajna jeza, kakršnokoli čustvo, ki traja, vedno sporoča, da je nekaj v otroku, kar to čustvo poganja in kar ga generira. In lahko je to tudi spolna zloraba. Umik otroka, to, da se otrok začne umikati, tako čustveno, da se v bistvu oddalji, kot včasih tudi izogibanje nekaterim situacijam, mogoče preobčutljivosti na dotik, izogibanje, ne vem, temu, da bi se šel umit, pa da bi si umil intimne dele, izogibanje kakšnim specifičnim situacijam. Recimo, žal se je že večkrat zgodilo, da je otrok na neki točki sam rekel, jaz nočem več k babi pa k dediju. Pa so starši rekli, ma dej, nehaj ga zdaj tle srati, vedno se imaš fajn, tam ajde, gremo v avto pa te peljemo. Ker sploh niso pomislili, da bi ga vprašali, zakaj pa ne? Zakaj? Kaj pa se ti tam dogaja? Pa se je pol na koncu ugotovilo, da je bila spolna zloraba. Tako da lahko gre tudi za izogibanje določenim situacijam, a ne, ampak težava je v tem, da vse, kar sem naštela, je lahko pokazatelj spolne zlorabe ali pa 1000 milijon drugih stvari, ki se otroku dogajajo. Zato je toliko pomembno, da smo pozorni in da če vidimo določene znake, da potem otroka vprašamo, vzamemo, ne vrtamo, ampak vprašamo. To vprašanje, a se te je kdaj kdo želel dotakniti po tvojih intimnih delih, je nekaj, kar vedno lahko, kar ni preveč invazivno, pa kar otroku, ki tega ni doživel, bo rekel ne. Pač tako, kot da bi ga vprašala, si kdaj bil na Luni? Ne. Pa zakaj bi? Otrok, ki pa to je doživel, bo pa mogoče prvič dobil iztočnico, da lahko z nami o tem spregovori in da bo se počutil sploh dovolj razumljen, da bo o tem spregovoril. Tako je. Se pravi, opazovati otroka, ne? Vedno. Tukaj ni enoznačnega odgovora. Jaz bi si zelo želela, da bi obstajala ena checklista, ki bi ti jo zdaj lahko dala in bi rekla, lej, kaj tukaj gor 5 kljukic, veš, da gre za spolno zlorabo. Žal ne. Vedno je. Ja. Nina, jaz bi se ti ful rada zahvalila za ta pogovor. A je še kaj takega, kar bi ti rada izpostavila glede te tematike? Ali mislim, se mi zdi, da sva dobro drugače povzeli vse, ampak tako, če imaš še kakšen nasvet, kaj za izpostaviti, kakorkoli. Mogoče samo to, da nikoli ni prezgodaj. Prej kot začnemo z edukacijo otroka, z informiranjem otroka, večja možnost je, da se izognemo največjim nočnim moram v našem in njegovem življenju. In mogoče samo spodbuda vsem staršem, mi smo odrasli, mi lahko gremo čez, ali pa imamo moč, da gremo lahko čez svoje tabuje, čez svoje predsodke in predpostavke in ne vem, če obstaja boljši motivator, kot je varnost naših otrok. In danes obstaja že ogromno enih resursov, kam se lahko obrnete po informacije, po nasvete, tudi v Lunini vili smo vam na voljo za te stvari. Pri nas imamo tudi en webinar, ki govori ravno o tem, kakšen je spolni razvoj otroka od 0 do 9 let, kako v vsakem od obdobju otroka podpreti, kaj vse so informacije, ki jih otroci potrebujejo. Pa to je samo en vir, obstaja jih ogromno, ampak informacije je veliko, dajmo jih vzeti in če ne znamo, dajmo prositi za pomoč. Tako kot pri ostalih stvareh, če ne znamo kuhati, si sposodimo kuharico ali pa pokličemo svojo mamo pa vprašamo, kako to naredim. Tako. Enako pri teh stvareh. Naj nas ne bo strah prositi za pomoč in z zavedanjem, kaj lahko preprečimo, mislim, da je to najboljša motivacija za vse nas odrasle. Tako. A bi mogoče še za naše poslušalce povedala, kako lahko podprejo društvo Lunina vila? Ja, delovanje Lunine vile lahko podprete z SMS-om, prispevam 5 na 1919 oziroma če greste na našo spletno stran www.luninavila.si, v zavihku sodeluj, najdete možne načine za donacijo, prek TRR računa, prek SMS-a, lahko pa postanete tudi otrokov heroj in z mesečnim nakazilom v bistvu podpirate enega izmed otrok, vašega varovanca, na tej poti okrevanja po zlorabi in s svojim prispevkom omogočate redno terapevtsko obravnavo, ki mu potem pomaga, da premaga tudi te grozljive življenjske izkušnje.
No, upam, da se jih čim več odloči pomagati, ker je kar nekaj teh otrok, ki potrebujejo takšno pomoč. Se ste imeli tudi zelo uspešno tole kampanjo. Jaz, ko sem videla, da ste vse otroke, če sem prav razumela, vsi, ki so čakali na tej listi, da ste jih uspeli obravnavati tako, toplo ti rata, na pozitiven način, da vidiš, da če se jim je že zgodilo kaj tako groznega, da bojo vsaj dobili pomoč, da grejo čez to. In da na ta način tudi v resnici dolgoročno zmanjšujemo pojavnost zlorab, ker velikokrat se zlorabe žal prenašajo iz roda v rod, čist prek epigenetskih, prek psiholoških vzorcev. In ko uspemo, veliko lažje je pozdraviti ranjenega otroka, kot pa potem ranjenega odraslega. In prej, ko jim ponudimo to pomoč, lažje je. Tako da ja, bili smo zelo uspešni. Hvala vsem za podporo, tudi vašemu podjetju. Je pa vedno tako, da zdaj smo spraznili čakalno vrsto, pa je že 5 novih prišlo, ampak mi smo vsakega klica zelo veseli, ker to pomeni, da je bil nekdo, ki je otroka opazil, da ga je videl in primerno ukrepal. To je pa spet naloga naš odraslih in smo vsi zelo hvaležni, da imamo možnost stati otrokom in družinam ob strani in jih podpreti tudi v teh najhujših trenutkih. Tako. Ja, hvala vam, ker ste. Jaz, ko sem videla za vaše društvo, mislim, to je, tako kot si rekla, neka nočna mora vsakega starša, pač, da bi se tvojemu otroku tako kaj zgodilo, ampak da vsaj vemo, da obstajajo ljudje v društvih, ki nudijo pomoč pa podporo. Da vsaj to je, ker se mi zdi, da žal te situacije se lahko zmanjšujejo, ampak ne bojo nikdar, pač to vedno žal bo, če ne tle pa kje drugje, ampak da vsaj lahko se poišče pomoč. Zato smo tukaj. Ja. Tako da, Nina, jaz bi se ti res iz srca zahvalila, da si se odzvala na povabilo še enkrat. Upam, da tale podcast doseže čim več ljudi, staršev, ne staršev, kakorkoli, da širimo ozaveščenost, in da se tudi zmanjšuje potem zloraba, pa da ne bo to nek tak sram. Hvala, Monika, z veseljem in hvala, ker odpirate tudi te teme, ki so res, res, res pomembne. Tako. No. Pa še hvala vam, ki ste poslušali, če ste prišli do konca, super. Ampak mislim, da smo imeli danes res eno pomembno, zanimivo temo. Tako da, ja, jaz se bom tudi poslovila na tej točki, pa se vidimo v naslednji epizodi. Čau!